Kaj ne rečem, Instagram je naredil spet cel žur in sam sebi ogromno reklame, medtem ko so rekli, da ukinjajo všečke. In seveda je takoj završalo, kaj ni več všečkov, kaj? Ljudje so bili v paniki, ampak izkazalo se je, da so nam dali 3 opcije, ki so naslednje. Ali prva opcija je, da lahko seveda vse všečke ukinemo, da jih nihče ne vidi na našem profilu in da tudi mi ne moremo videti všečk na drugih profilih. Druga opcija, da mi lahko rečemo, ok, nihče ne bo videl naše všečke, se pravi, ko prideš na moj profil, ni nobenih všečkov, niti opcije, ne vidiš, kdo je lajkal, oziroma itak noben ne more lajkati. In tretja opcija je to, kar itak je že zdaj, da ostane vse tako, kot je, da si lahko lajkamo med sabo, da vidimo lajke, da vidijo ljudje nam lajke, da vidimo mi lajke, v glavnem, nič se ne spremeni. In jaz sem naredila objavo na mojem profilu in vnela se je ful debata, zdaj že krepko čez 100 komentarjev in ti komentarji so res zanimivi. Zanimalo me je, katero opcijo boste izbrali, prvo, drugo ali tretjo. Kaj mislite, da so moji sledilci oziroma sledilke izbrale? Pejte pogledat, po mojem je to kar eno veliko presenečenje. Ali pa tudi ne. In seveda, kaj jaz mislim o tem, ali izbrati drugo ali tretjo opcijo. No, povem vam, da je eno bilo sigurno, Instagram je moral nekaj ukreniti. Moral je nekaj ukreniti zaradi dokumentarca Social Dilemma, upam, da ste ga gledali, če ne. Poglejte si ga, res priporočam, res si poglejte Social Dilemma. Jaz sem gledala 2-krat in valjda me te stvari zanimajo, ker sem PR-ovka, ker sem social media ekspertka, ker pač delam na socialnih omrežjih. Tudi valjda zaradi tega veliko bolj tudi vidim, kaj dogaja in kam grejo trendi, oziroma predvsem, kako socialna omrežja vplivajo na ljudi. Mi, ki smo starejši, ki vemo, zakaj uporabljamo socialna omrežja, ker smo zgrajene osebnosti, valjda je drugače. Za nas je uporaba socialnih omrežij drugačna, ker mi drugače razmišljamo, na drugačen način. In predvsem torej, kot sem rekla, smo zgrajene osebnosti. Kaj pa najstniki? Ta je problem, velik problem, ogromen problem. Zato, ker nimajo še zgrajene osebnosti, zato, ker je mnenje drugih njim sveto in lajki so jim sveti in komentarji, in če nimajo lajkov in komentarjev, si mislijo, ok, mogoče me pa nihče ne mara, I'm not worthy. I'm not good enough. In res povezujejo te virtualne všečke z realnostjo, ker pa ni nobene realnosti in je virtualni svet seveda skregan s kakršnokoli realnostjo. Če imamo mi všečke, to še ne pomeni, da smo priljubljeni. In če nimamo všečkov, to še ne pomeni, da nismo priljubljeni. Tako da, mogoče bi mogli ukiniti vse. Ja, zakaj ne bi preprosto ukinali všečke? Vsi bi izbrali opcijo 1, ukinali bi všečke in bi lahko starši na drugačen način in družba nasploh gradila samopodobo mladih na drugačen, pravilen način. In ne na osnovi všečkov, ki jih dobivamo na socialnih omrežjih. To je grozno, če tako pomislite, to je grozno. In še ena stvar je ful grozna, recimo ta, da v tem dokumentarcu Social Dilemma ljudje, ki imajo dejansko vodilne pozicije ali pa so imeli vodilne pozicije na socialnih omrežjih, ampak govorim o vodilnih pozicijah, da ne puščajo svojim otrokom, da imajo social accounte. Zakaj? Ker vedo, kako so socialna omrežja zgrajena, psihološko in da vplivajo na našo samopodobo. Zakaj je tako velik porast samomorov pri mladih? Zakaj toliko lepotnih operacij pri mladih? Prosto so to stvari, ki so nekako šle iz kontrole in ja, socialna omrežja so kriva. Ti lajki so psihološki, so. Zakaj večina ljudi, jaz mislim, da ne bo ukinala opcijo lajkov? Ker smo ljudje kot ovce, gremo tja, kjer je gužva, gremo v diskoteko, dobro, itak jih ni več, ampak nekam, kjer je gužva, ne bomo šli nekam, kjer je prazno. A se strinjamo? Torej, če nekje ne bo všečkov, ja, a bomo tam? Ja, najbrž ne. A vidimo, kako psihološko delujejo ti lajki, ne? To je res grozno. Če tisti, ki obvladamo socialna omrežja, ki vemo, kako delujejo, vemo, da lajki niso pomembni za grajene recimo našega posla, za uspešnost, za prodajo. Lajki nimajo nobene veze whatsoever. Važno je, da mi naše sledilce izobražujemo, da izprejmemo vase, da imamo z njimi dvosmerno komunikacijo in da pretvarjamo sledilce v kupce.
ampak ne na osnovi lajkov. Lajki res nimajo nobene veze z uspešnostjo. Ne? Tudi jaz večkrat rada rečem, moja vsebina ima 10-krat več sejvov, kot ima lajkov. Ja, zakaj? Ker je koristna. Ljudje si shranijo, da pogledajo večkrat to vsebino. In isto vidite pri vaših statistikah, kaj ljudje dejansko radi gledajo. Ne? Kaj mi všeč in kje imate dejansko vi konverzije? Tam, kjer je veliko lajkov ali na kakšni drugi vsebini. Tako da, jaz preprosto mislim, da svet brez lajkov bi bil lepši in boljši in bolj prijazen in bilo bi manj samomorov, bila bi boljša samopodoba in ljudje sploh ne bi bili več obremenjeni z lajki in ne bi skozi scrollali po naših telefonih. Mi kdo lajkov? A veš, ti so občutek, mogoče pa ni noben všeč moja vsebina, lajkajo. Mislim, meni je to res smešno. In res, če ne bi bilo lajkov, bi se ljudje skoncentrirali dejansko na vsebino. Ja, prevladala bi boljša vsebina, dobra vsebina, ne pa neka brezvezna, butasta vsebina, slike, video, ki jih ljudje lajkajo, ki nimajo nobene veze whatsoever z čemerkoli. In zadnjič sem dobila na enem mojem predavanju ful dobro vprašanje. In sicer ena gospodična me je vprašala, Gali, zakaj imajo živali ful več lajkov, kot pa recimo, ne vem, druge slike, kot so izdelki in pač nekaj, kar delamo podjetniki. Ful simpel odgovor. Tok simpel. Zato, ker naši možgani tako delajo, ker mi avtomatsko lajkamo nekaj, kar je cute in živali so, cute, lekak kuža, like. Sploh ne preberemo vsebine, ne pogledamo, avtomatsko stisnemo like. In isto, če vidimo kakšno cute sliko otroka, a bomo stisnili like, lekak je cute, stisnili bomo like, a bomo prebrali vsebino, ne bomo. A delamo s tem konverzijo, a delamo brand awareness, ne. Puste, če manj lajkov na vsebini, ki jo vi ustvarjate. Ne morate tekmovati s cuteness, puppies and children. Ampak to nima nobene veze z konverzijami, z uspešnostjo v poslu. Preko boste to dojeli, lažje vam bo v poslu. No, zato sem jaz mnenja, da bi mogli te lajke čisto popolnoma ukiniti. Enim bi bilo ful težko, jaz mislim, da bi svetovna populacija, ki je valjda navajena na te lajke, znorela. Kaj bi zadela. In zato mislim, da se to nikoli ne bo zgodilo. Jaz mislim, da Instagram in Facebook nikoli ne bo to ukinila lajke, ker preprosto psihološko to ne bo mogoče. Bi bilo pa fajn, bi bilo super, bi bilo the best, bi bilo res koristno. Ja? Ampak roko na srce, jaz mislim, da do tega žal ne bo prišlo. In prav zanima me, koliko ljudi bo spremenilo, ker morate pač vi spremeniti ročno opcijo, a obdržite zdaj ta format, ki je, ali boste ukinili te všečke in da ne boste videli pri drugih. Itak je to čist vaša odločitev, jaz mislim, da bo ostalo tako, kakor je. Ljudje bojo sicer malo testirali, ampak kaj drastičnega se pač ne bo zgodilo. In zakaj je potem Instagram to naredil? Jaz mislim, da preprosto zato, ker je bilo toliko pritiskov, in je toliko pritiskov glede na tako dokumentarec in tudi na druge dokumentarce in raziskave, ki so strah zbujajoče, da mogli so reagirati, in sicer ful lepa gesta, da so nam dali 3 opcije, ampak dokler oni ne bo rekli konc lajkov, niso dejansko nič naredili. So si pa prislušali tono free PR, ker bomo mi zdaj samo o tem govorili. Tako da z njihove strani je to ena res ful huda marketinško PR-ovska poteza, tako da čestitam kot PR-ovka, kapo dol, ful the best. Ampak itak to skozi delajo. Vse te spremembe, ki jih imamo in Instagram algoritem in na Facebook in algoritem in vse to, kar se dogaja, ki se skozi spreminja, to je samo zato, da pač nam malo živce kravžajo, sicer nekaj gre na boljš, pa pol ne dela, pa smo živčni, v glavnem dosežejo to, da se mi o tem pogovarjamo. Tako da, free PR! Jaz nimam nič proti socialnim omrežjem, sploh ne, delite sam z glavo, morate vedeti, zakaj imate, dejte jih naštudirati, če jih ne zaznate sami, nočete zgubljati ful tono časa, kar vam res ne priporočam. Naredite res pač kak dober program, recimo lahko mojega. In boste videli, boste uspešni na socialnih omrežjih, pa vaše otroke vzgajate na prav način, da bojo imeli prav pristop. Pomagajte jim, da zgradijo samopodobo na res pravilen način, povejte jim, da tisto pač na socialnih omrežjih je itak totalno virtualna neresnica, tako da starši tukaj res odigrajo veliko vlogo. Proti družbi sicer ne moramo, pa proti vetru
sad po domače povedano tudi ne, ampak je še toliko bolj pomembno, da poskušamo res zgraditi otrokom res dobro samozavest, trden način. Tako da, kaj pa ti misliš o vsem tem, o teh lajkih, o teh norih virtualnih zadevah, ki ful psihološko vplivajo na nas? Komentiraj, ful me zanima, res me zanima.